Spoštovane in spoštovani, drage kolegice in kolegi, spoštovana ministrica. Dobrodošli v Slovenskem mladinskem gledališču na tako rekoč sklepnem dejanju te sezone. Te sklepnosti smo kar veseli. Res, da v soboto z neko posebno edicijo predstave Gejm gostujemo še ob Kolpi, ob bodeči žici kot nekem simbolu nehumanega ravnanja z prebežniki, za katero je pa tudi aktualna vlada obljubila, da bo zadeve povezane z migracijami uredila na bolj human način, predvsem pa bolj zakonit. No, ministrica ni prva gostja aktualne vlade v tem gledališču. Ne vidite sicer to vi pod njihovo ptico svobode, je v zadnji ediciji Studia City ali po posebni ediciji Studia City gostoval že dr. Robert Golob, aktualni premier. Vem, kaj boste zdaj rekli, da kontekst kar vabi k tem, da povem eno res slabo šalo o golobih, kosih in svobodi. Ne bom, to nam bom vsem prihranil. Predvsem bi rad ministrici zaželil uspešno delo. Upam, da vas bojo obdajali pametni, senzibilni, predvsem pa operativno sposobni ljudje. V mladinskem gledališču pa imate zaveznika. Hvala. Izvolite. Dobro večer, tudi v mojem imenu. Zamenjava stol. Dobrodošli v deželi pridnih in hvala Tiborju za tele uvodne besede in pa seveda hvala za obisk doktorici Asti Vrečko, ministrici za kulturo Republike Slovenije. Hvala lepa za vabilo, seveda, absolutno sem se takoj odzvala, tako da to je en mojih ljubših ciklov pogovorov, kadar seveda ne nastopam jaz, da ne bo pomote, ampak ja. No, hvala, lepo slišati. Ja, začel bi z enim, da rečem, anekdotičnim dejstvom, povezanim s to hišo, dejstvom, ki je bilo omenjeno tudi v najavi dogodka, namreč, da ste v času študija v Slovenskem mladinskem gledališču delali kot hostesa. In to, se pravi, ja, zdaj bi lahko rekli, da se na nek način vračate v to hišo, ampak vem, da ste se vračali tudi sicer in da ste z njo povezani, ampak zakaj izpostavljam to dejstvo? Ko govorimo o kulturi, ko govorimo o umetniški sceni, ponovadi nekako praviloma vsaj, no, razmišljamo o stvarih, ki jih vidimo, o stvarih, ki se dogajajo na odru, o platnih, ki so razstavljena v galerijah, skratka o stvarih, ki so na nek način v soju žarometov. Hkrati pa seveda v kulturni sceni kot celoti obstaja kopica nekih poklicev, kopica del, ki so manj vidna ali pa celo nevidna, ampak so za celoto tudi še kako pomembna. In zanima me, kako v bistvu zdaj v tej mogoče refleksiji za nazaj in skozi vse izkušnje, ki ste jih pridobili ali v času študija ali kasneje seveda v času svojega dela, gledate na to celovitost, na to kompleksnost in kakšen izziv je to za vas zdaj, ko ste, da tako rečem, seveda zelo v navednicah na vrhu prehranjevalne verige? Hvala za zadnji stavek. Ja, v mladinskem gledališču sem delala kar nekaj let kot hostesa, tudi v lutkovnem gledališču, še celo na koncu z gospo Mojco Kreft, ki je tudi tukaj, ampak tudi potem sem bila v svetu zavoda kot mestna svetnica v gledališču. Pravzaprav sem v bistvu mogla izstopiti ravno zaradi opravljanja funkcije in navzkrižja interesov. Ampak na splošno je kultura sestavljena seveda jasno ne zgolj iz teh vidnih poklicev, ampak predvsem in vsaka razstava, predstava, dogodek, knjiga se zgodi tako, da v njej sodeluje cela plejada poklicev, ljudi, zaposlenih, samozaposlenih,
ki v bistvu skupaj potem sestavijo tisto piko na i, ki se predstavi javnosti. To se mi zdi, da se pogosto pravzaprav pozablja. Recimo, če primerjam tudi svoje delo na področju znanosti, bi si skoraj rekla, da je kultura eno, čeprav morda na nek način najbolj znotraj politike na obrobju prioritet ponavadi, ampak v resnici je veliko bolj vidna, kot recimo je bilo, ne vem, moje raziskovalno delo na fakulteti, zaradi tega, ker se toliko ljudi dotika, tako posredno kot neposredno, in to se mi zdi, da je nekaj, kar moramo imeti vedno pred očmi, in da ko premaknemo en mali opeko spodaj, se sesuje celotna veriga, kadar ni znotraj nekih usposobljenih ljudi, ki znajo opraviti eno določeno specifično tehnično znanje, recimo jaz prihajam bolj iz vizualnega področja, pogosto so bili ravno tehniki tisti, s katerimi je potrebno pri postavitvi razstave najtesneje sodelovati, kajti imajo znanje, ki ga nihče, sploh pa gostujoči kustos, ne more imeti. Hkrati pa je problem, da te poklici, to pa je širši problem, ne samo na področju kulture, spadajo med najslabše plačane poklice, da se zanje ne odločajo za te zaposlitve, kajti večinoma govorimo o poklicih, ki so uvrščeni v plačilne razrede, ki komaj da ali pa niti ne dosegajo minimalne plače, in to seveda je hud problem za dolgoročen razvoj kulture. Mislim, upam, da mi bojo te različni pogledi seveda tukaj pri tem delu koristili. Jasno pa je, da nikakor se ne domišljam, da imam nek celoten pogled na celotno področje kulture, kajti gre res za zelo razvejan ekosistem, in zdaj v zadnjih 3 tednih smo se toliko bolj od znotraj poglobili v situacijo, kaj pravzaprav to pomeni, kje so najbolj akutne težave, in marsikdaj so to takšne, za katere recimo sploh niso govorili v javnosti. Tako da zdaj recimo bomo dobili v prihodnjih tednih nek še bolj poglobljen pogled, ki pa ga prej jasno nismo imeli. Je ta problem, ki ste ga izpostavili, se pravi podplačanosti ali pa slabe plačanosti določenih še kako pomembnih poklicev, je seveda zelo pereč, hkrati pa sega daleč onkraj polja kulture in kulturne politike, ker se dotika delovnopravne zakonodaje in pač načina, na katerega so stvari pri nas urejene. A ima vaša vlada kot celota, ker tukaj ne gre samo za vaš resor, na tem področju neko vizijo in hkrati tudi moč, da kakšne spremembe upelje, ker vemo, da je na tem področju, ko govorimo o delovnopravni zakonodaji, seveda, bom rekel, za katerokoli politično garnituro včasih bolj udobno vztrajati v tej neki poziciji, ne diraj lava, dok spava, ker ko enkrat dregneš v to osje gnezdo, se lahko zgodi marsikaj. Ja, seveda v vladi smo 3 različne stranke, jaz in kolega Luka Mesec, ki vodi trenutno tudi Ministrstvo za delo, družino in socialo. Si bomo seveda prizadevala absolutno, da bomo ta dialog in te teme ves čas dajali ospredje. To so tudi naše prioritete stranke, in to je nekaj, kar smo ves čas v svojem delovanju v zadnjih 8 let v parlamentu tudi odpirali. Mislim, da obstajajo seveda možnosti in tudi bodo sprejete določene stvari, da se bo stvari prestavilo na boljše. Zdaj smo že, pa še na začetku draginje, ki bo še udarila toliko bolj po ljudeh, in tukaj država mora biti tista, ki bo omogočala posamezniku dostojno življenje, in ta bo vplivala jasno na vsakega posameznika, na nas pa je, da probamo vsi skupaj in pa kolikor se le da v naši moči to poskušati čim bolj sanirati in postaviti v ospredje res socialne ukrepe. Zdaj med nekako, ne bom rekel gesli, ampak načeli, ki ste jih izpostavljali v večini pogovorov do zdaj in tudi v svojih javnih izjavah, so bile recimo participativnost, inkluzivnost, medresorsko sodelovanje, in gotovo se k tem pojmom še vrneva, ampak kar se mi zdi
tipično za slovensko kulturno politiko skozi praktično ves čas, odkar ta država obstaja, je, da se take ali pa drugačne težnje po neki bolj sistematični kulturni politiki vedno znova zaletijo ob gašenje požarov, ob to neko permanentno stanje krize, ob situacije, ki jih je treba ki so akutne in ki jih je treba v tistem trenutku reševati. In tudi ko ministri dejansko zasedajo svoj položaj vsa 4 leta, pa tudi to vemo, da je bolj izjema kot pravilo, praviloma, tudi če imajo svoje, tudi če pristopijo z najboljšimi nameni, nekako ne uspejo vzpostaviti nekega celovitejšega modela oziroma ga zastaviti na tak način, da potem nasledniki prevzame delo in gre od tam naprej. Kako v bistvu, kako mislite preseči to prakso, to? Ostati več kot 2 leti. Ja. No, to je sigurno res, ne, pač ministri za kulturo imajo gotovo najkrajšo življenjsko dobo v vladah v Sloveniji. Zadnji cel mandat je imel minister Simoniti v prejšnji sestavi, se pravi 4 do 2008, a ne. Potem pa noben mandat ni bil dokončan, tako da na eni strani seveda si želimo čim več stvari narediti čim prej, ampak ne samo zato, da bi, ker pač so stvari akutne. In kot rečeno, to je velik problem, da morda so stvari zdaj še malce slabše kot prej, ker po 2 letih Janševe vlade in prejšnjega ministra, ki je žal ni bil posebej naklonjen kulturi, vsaj ne v njeni vsej širokosti, morda določenemu segmentu, z ostalimi pa se je zdelo, da bije boj prej, kot pa da ga veže neko sodelovanje in reševanje problemov. Hkrati pa je bila še v te 2 leti tudi epidemija, ki je še dodatno zaostrila problematiko na področju kulture. Kulturni sektor je bil tukaj gotovo eden izmed bolj prizadetih. Kar mi si želimo tudi z kabinetom, ki se počasi vzpostavlja, predvsem zaradi tega, ker seveda vsi kolegi, ki se bodo pridružili in kolegice kabinetu niso mogli začeti z mano, ker so prišli iz prejšnjih služb, ne, tako da zdaj nekako v naslednjem mesecu bomo, upam, da v polni sestavi prišli in lahko začeli delati, ampak to je recimo ta nekako politično vodstvo, ki daje usmeritve, tempo dela ministrstvu. Samo ministrstvo in pa ta drugi del, začrtano strategijo kulturnih politik, pa načrtujemo, kolikor nam bo uspelo, pa boste, upam, da lahko sami presodili v relativno kratkem času, pa načrtujemo seveda tudi poleg posvetov, dialoga in tako naprej, se pravi nekih teh standardnih stvari, ki že obstajajo oziroma morda so bile zdaj zamrznjene, ampak so nekako standardizirane, na kak način priti do enega konsensa, do nekega razmisleka, v katero smer bi mogla iti kulturna politika, pa seveda razmišljamo tudi o tem, na kakšno strukturo vzpostaviti znotraj dela ministrstva in z deležniki na področju kulture, da nam uspe v bistvu zastaviti strategijo tako za naslednja 4 leta, kot tudi dolgoročno. In to se nam zdi ključno, kajti brez neke začrtane, jasne vizije, brez nekih jasnih prioritet, tako na področju zakonodaje, tako na področju strateških usmeritev, ali z reformami razpisov in tako naprej, nam seveda ne more uspeti. Mimogrede zanimivo se mi zdi, da ste ministra Simonitija postavili na prvo mesto, COVID pa šele na drugo. Ampak to je trenutno žal, kot jaz vidim, čeprav morda delam krivico tukaj. Komu?
Omenili ste že tudi v nekih v prvih pogovorih oziroma intervjujih, se pravi ministrstvo kot inštitucija. Omenili ste, kako je v predalih ministrstva že marsikaj, ne? In vemo v resnici, da seveda so na ministrstvo prihajale ne samo v zadnjih 2 letih, tudi že prej, različne pobude iz različnih verov, strani nevladnih organizacij, strani asociacije, strani takih pa drugačnih pobud, tudi strani posameznikov, predlogi, ne, ideje za to, kako stvari reševati, pa so potem premnogokrat obležale v predalih. Te predale ste že, kot rečeno, omenili v kakšnih prejšnjih pogovorih in me zanima, ali že veste, kaj vse je v teh predalih in koliko je tukaj uporabnega? Iskreno ne vem še kaj v vseh teh predalih. Vem, da se marsikaj, nekaj smo že dobili, tudi sedaj, ko smo prišli na Ministrstvo za kulturo, pač je treba pač iskreno povedati, določeni, pač je konec junija, ljudje so na dopustih, tako da se z vsemi še, ki bi morda lahko bil naši sogovorniki, še nismo niti uspeli sestati, neke stvari smo že potegnali, jih prebrali, pregledali, so določene absolutno zelo zanimive stvari, ideje, tudi ne vem, ali so vse te ideje niso bile uresničene ali zaradi politične volje oziroma nevolje ali zaradi že omenjenih prekratkih mandatov ali kakšnih drugih stvari, to niti ni v bistvu pomembno. Mi bomo absolutno po področjih stvari preštudirali, to je naš plan čez poletje, da se stvari razdelimo, pregledamo in potem tudi seveda jasno pa je, da je treba stvari pogledati tudi iz današnjega vidika, ne, če je bilo nekaj zelo dobrega narejeno, ne vem, si izmišljujem, 2015, morda ni aplikativno za leto 2022-2023, ampak te stvari se dajo pogledati, ljudje, ki so o teh stvareh razmišljali, so še vedno tukaj pripravljeni pomagati in mislim, da se bomo lahko vsaj v kakšnih manjših segmentih prišli do relativno hitrih rešitev, pri drugih stvari pa bomo verjetno malo dlje časa potrebovali, recimo gotovo je ena izmed stvari, ki jih moramo jasno in takoj odpreti, nacionalni program za kulturo, tak je zdaj sprejet, ni ustrezen, je konzervativen, nesodoben in to je recimo ena taka stvar, kjer pričakujem, da bo široka in odprta razprava in da bomo lahko potem prišli res do nekega strateškega usmeritvenega dokumenta, ki bo razmišljal o pomenu kulture in umetnosti danes in za prihodnost. Ja, nacionalni program za kulturo je na nek način vmes, bi tako rekel, ne, se pravi, po eni strani je seveda to ravno tisti dokument, ki naj bi določal strategije za prihodnost in razmišljal dolgoročno, po drugi strani pa, ko govorimo o tem konkretnem dokumentu, je tudi neke vrste gašenje požara, ki je bil pač, da rečem, zaneten v zadnjih 2 letih. In glede teh požarov, napovedali ste že, da boste šli v neko revizijo, v pregled dogajanja, sploh ko gre recimo za spremembe ustanovnih aktov in z njimi povezane nastavitve, takšne in drugačne. Ampak jasno pa je po drugi strani seveda, da ta zemljevid, da tako rečem, najodgovornejših funkcij v državi, ko govorimo o kulturni sceni, se pravi, ne govorimo o ministrstvu, pač pa o direktorjih, direktoricah in tako naprej, je tak, kot je, ne, v tem trenutku. In kakšna pa je vaša strategija sodelovanja z ljudmi, s kadri, da tako rečem, s katerimi ste ali politično ali pa tudi kako drugače estetsko morda na različnih bregovih, ki morda, da tako rečem, kot ministrica ne zaupate, ampak so pač tam in z njimi je treba delati. Pa nočem, da zdaj govorite o imenih, ampak čisto preprosto, kako strateško, kako se tega lotiti. Ja, estetsko sem s marsikom na različnih bregovih, pa to ni tak problem. Bolje, kar se pa tiče političnih različnih pogledov, pač vsako deluje v svetu, pač deluje na profesionalnih odnosih. Jaz nisem
in tudi kolegi, ki so se odločili, da grejo z mano, gotovo nismo šli na Ministrstvo za kulturo zato, da bi tam si našli neke najboljše prijatelje ali zato, da bi v bistvu delali tovrstna zavezništva, ampak zato, ker si želimo spremembe na področju kulturnih politik. Seveda odnosi, ki nas vodijo, so profesionalni in tu mislim, da je ključno, da se tega držimo. Kakršnekoli drugi ali pa, ne vem, osebne zamere, pogledi na svet, to mislim, da je nekaj, kar ne more voditi odnosov med ministrstvom in deležniki. Tu vendar govorimo, kot je že bilo rečeno, o vodenju kulturne infrastrukture v Sloveniji in zato je ključno v bistvu, da se držimo naših političnih, programskih načel in pa načel kulturne politike, ki si jo bomo zadali. Seveda pa, kadar pa se bo videl profesionalni problem, problemi, ki bojo v škodo institucij ali pa recimo kot že omenjene revizija, pregled ustanovnih aktov, ki so bili spremenjeni, nekih odločitev, ki morda niso bile v korist kulturni sferi, pa tukaj bomo tudi stvari jasno pregledali, ampak vse strogo, kar je, jaz mislim, da edino smiselno, strogo v okvirih zakona. Ja, tega osebnega odnosa ali pa preveč osebnega odnosa, včasih celo nekega revanšizma ali pa maščevalnosti, predvsem pa zelo očitnega izražanja averzij do določenih področij kulture in umetniškega ustvarjanja je bilo v zadnjih 2 letih kar precej. Pa še ena stvar se je obudila, za katero, ne vem, vsaj jaz sem mislil, da ne obstaja več, pa očitno še obstaja. Kulturni boj, ne. Kaj pa tukaj storiti? Ali iti v protiofenzivo ali sklicati mirovno konferenco? Ja, no, jaz vsekakor si ne bi želela biti udeležena v kulturnem boju. Kulturni boj je nekaj, kar sem tudi v svojem raziskovanju v zgodovinskih obdobjih dosti intenzivno preučevala in mislim, da je to nekaj, kar v bistvu kaže na šibko politično situacijo. Kadar se zgodi kulturni boj, to pomeni odsotnost nekih jasnih politik in na splošno neko politično situacijo, ki ni stabilna. In to kulturni boj, kot ga jaz razumem. Se pravi, kadar vodijo politične odločevalce, ki imajo seveda jasno največ politične moči in tukaj se nima nobenega smisla slepiti, da je nekdo v bistvu nekdo, kot je predsednik vlade, minister ali nekdo, ki je na položaju, je vedno tisti, ki je na strani politične moči in vsa legitimna pravica je, da se to osebo napada, zato je tudi na tej funkciji kritizira, ni vsaka kritika niti negativna, to so konstruktivni dialogi med vlado in državljani in državljankami, ki so v bistvu na to pozicijo te ljudi postavili. Tako da jaz mislim, da recimo nek osebni odnos tukaj, ki smo ga videli v zadnjih 2 letih, za moje pojme, to je nekaj, kar je preživeto, nelegitimno in je pravzaprav kaže neko šibkost odziva oblasti na ta način. Je pa res, da osebe ali pa prejšnja vlada je izhajala morda tudi, vsaj vladajoča stranka, iz nekih pozicij kulturnega boja, ki je temeljil na nekih reakcionarnih idejah tudi iz začetka 90-ih in na podlagi tega, ker pač bi rekla, da je ta simbolna moč morda malo pojenjala v današnjem času, je seveda to nekaj, kar se da vsakokratno potegniti na plano, zamegliti druge probleme. Recimo to, da se še vedno lahko dejansko
skrega ali pa vodi neka razprava na najvišjem političnem nivoju o tem, kaj se je dogajalo leta 1945 in pozneje, kar bo vsak čas praktično 100 let od danes, se mi zdi popolnoma absurdno. Dejstvo je, da pač kadar se dogajajo take stvari, za moje pojme to kaže na neko odsotnost nečesa drugega in tukaj jaz ne želim pristajati na to vrstne diskurzne v politiki, pač če človeku zmanjka argumenta, se je bolj legitimno iz razprave umakniti, ne pa začeti uporabljati ne argument v njej. Omenili ste to opozicijo, da tako rečem opozicijo oziroma razmerje med ustvarjalkami in ustvarjalci, se pravi, da rečem kulturno sceno in politiko, ali pa vsaj delom kulturne scene in politiko. Ta razmerja so seveda različna, lahko so konstruktivna, lahko so izrazito, že ne bom rekel sovražno, ampak pač precej bolj ostro nastrojena. Ampak zanimivo je pa se mi zdijo tudi relacije znotraj kulturne scene same. Tukaj se je ravno pred kratkim odprla, pa ne bom rekel, da se je odprla nova fronta, gotovo pa je bila zastavljena na precej bolj radikalen način kot v preteklosti. Govorimo, da rečem, primeru Nike Autor, omenjam jo z imenom in priimkom, ampak v resnici je njena zgodba pač zgodba še marsikoga drugega, ki je pač se izpostavlja v javnosti. En vidik te zgodbe je seveda, da je s tem ogromno tvegala in da je že to samo po sebi lahko predmet neke debate oziroma lahko to izpostavimo kot problem, ampak relacija oziroma v navednicah fronta, ki se tukaj odpira, je pa zastavljena na liniji javni zavodi na področju kulture in samostojne ustvarjalke in ustvarjalci. Zdaj pred kratkim smo lahko prebrali celo tako ostre obtožbe oziroma stališča, da so izkoriščevalske prakse vgrajene v bit delovanja javnih kulturnih zavodov, ko govorimo o seveda plačevanju oziroma honoriranju samozaposlenih, ki z javnimi zavodi bolj ali manj redno sodelujejo in seveda gre za neko soodvisnost tukaj. V kolikšni meri so taki očitki po vašem mnenju upravičeni ali pa imamo vendarle opravka že z neko skorajda demonizacijo javnih zavodov, kar tako povprek, da rečem? Ja, področje kulture, zlasti kadar je govora tudi o vizualni umetnosti, iz katere je tudi ta konkreten primer, je gotovo najznatneje prekariziran. In tukaj jasno ni dopustno, to sem večkrat povedala, to mislim in tako tudi delujem in bomo delovali, da takšnih nedopustnih praks jasno ne bomo dopuščali, podpirali na noben način. Zdaj v konkretnem primeru ne morem govoriti, ker smo glede tega tako z vsemi vpletenimi na vseh straneh redno v kontaktu in stvari poskušamo rešiti. Seveda gre tukaj tudi za en širši problem tega konkretnega javnega zavoda, kjer smo lahko brali ne tako dolgo nazaj, pa tudi mene je pričakalo pismo zaposlenih, takoj ko sem prišla na ministrstvo. Tudi sami so izražali v bistvu nezadovoljstvo nad delovanjem direktora nasplošno in je bilo tudi javno objavljeno. Tako da tukaj zato bi težko rekla in se ne strinjam v bistvu pravzaprav s pozicijo, da obstajajo neki grdi javni zavodi, čiste nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi. Mislim, da gre za slabe prakse dela, slabe v bistvu pogoje dela, za neupoštevanje pravic vseh vpletenih in da tukaj je treba spoštovati dogovore, treba je tudi te
se jasno postaviti na začetku, kaj je tisto, kar si želimo, in to je to, o čemer sem na začetku govorila, kaj je to, kar si pravzaprav želimo znotraj kulturnega sektorja, ali si želimo še več stvari, kvantifikacijo na vseh področjih, ali si želimo večje kvalitete, ali si želimo v bistvu, zdaj jasno je, da vedno je vreča denarja omejena, ne, in zato tukaj moramo razmišljati, morda tudi, da se malo obrne logika, kaj lahko naredimo, da bo sistem vzdržen, dober za vse, hkrati pa, da bo vzdrževal, ker mislim, da je, da imamo izjemno vrhunsko produkcijo v vseh sektorjih kulturnih in da bomo to naprej še vzdrževali. Zdaj, kako do tega prideti, nimam odgovora, bilo bi tudi domišljavo, da ga bi jaz zdaj karkoli tukaj podajala, mislim pa, da imajo predvsem osebe, ki delajo ali so delale veliko več kot jaz točno na teh najbolj problematičnih področjih kulture, gotovo kakšne rešitve znotraj tega. Je pa res, ne, da ta logika nekega razrednega boja, ki se vedno bije med dvema najšibkejšima, je zelo vpeta zlasti v kulturnem sektorju. Tukaj zdaj, pa tudi če sem jaz zdaj na drugi strani, a ne, je bolje, a ne, da se ne razume to kot boj proti nekomu, ampak skupen boj proti tistem, kar si res želimo. Kar jaz mislim, da ni najbolje, je, da se pač dva na ta način, da ta način diskurza ne more voditi v neke konstruktivne rešitve, tako da zato se ne bi najbolj strinjala s to zadnjo izjavo. Ja, ampak ni ta boj znotraj, ko govorimo, recimo kar scene, ne, po svoje logičen, sploh ko govorimo o samozaposlenih, sploh ko govorimo o nevladnih organizacijah, saj na nek način smo drug drugemu konkurenca. Se pravi, kakršnokoli poenotenje je v bistvu a priori nemogoče, ker smo tekmeci, ker se v bistvu borimo za iste posle, za isto pogačo denarja, ki je pa seveda vedno omejena. A lahko tukaj, pač Levica kot stranka ste ves čas svojega obstoja daleč, že od vsega začetka, daleč najbolj jasno in glasno izpostavljali problem prekarnosti. Se mi zdi, da takrat, ko mogoče velika večina javnosti sploh še ni vedela, kaj ta beseda pomeni, čeprav so mogoče prekarnost že živeli, ste jo vi izpostavljali kot problem. Zdaj, predstavljam si seveda, da imate strategije, ki ta problem rešujejo, rešiti ga verjetno ne morejo, ali pa vsaj blažijo njegove posledice tudi v širšem kontekstu, ne samo na področju kulture. A lahko nekako si predstavljamo, da če se situacija reši širše, da to za sabo avtomatično potegne tudi boljše stanje na področju kulture? Ja, normalno. To je jasno, da pač, če bi se dalo sistemsko rešiti vse probleme prekarnosti, katerega en je seveda insourcing, a ne, ampak insourcing pomeni seveda tudi toliko in toliko povečanje plačne mase in tako naprej, in tukaj ne govorimo samo zavodih na področju kulture ali tudi nevladnih organizacijah v končni fazi, ampak celotnem spektru, ampak obstajajo pač verjetno različni nivoji, ne. Seveda vsega dvomim, da bo uspel na kratek rok rešiti, nekatere že recimo konkretno na področju samozaposlenih, za katerega pa smo pristojni znotraj Ministrstva za kulturo do neke mere, ne, potem bolniške so spet stvar pogajanj in tako naprej, pa mislim, da se da tudi z zelo močnimi finančnimi posledicami narediti spremembe, pogledati stanje, kje smo, recimo, kaj pomeni cenzus, kaj pomeni neka karierna pot umetnika, kaj pomeni v bistvu, o kakšnih zaslužkih pravzaprav mi to govorimo, iskreno ne vem, ali pomeni neki premik tega, da bi se omogočil tukaj neke progresivne lestvice, da bi se
omogočalo malo bolj razvojno naravnan model samozaposlenega v kulturi, neko prehajanje lažje med neinstitucionalno kulturo in institucionalnimi zaposlitvami, pa mislim, da bi verjetno tukaj in tukaj tudi spet so bili predlogi, to zdaj spet povzemam v bistvu po ali nekih zagovorniških organizacijah ali pa po primerih iz tujine, ki jih poznam, kjer so take modele že uvedli. Tako da jaz bi bil ali bo, da se bomo nagibali v tej smeri, jasno pa, da znotraj vlade, znotraj nekega širšega boja na področju prekarnosti, pa vse to, kar ste rekli, tu pa je treba tudi celostno pogledati in se boriti proti nekim izkoriščevalskim oblikam dela. Ampak če prav razumem, karierna dinamika v relaciji do cenzusa bi pomenila to, da z leti delovne dobe cenzus rase, se pravi, da lahko človek z leti se nekako pričakuje, da zasluži vedno več in še vedno obdrži pravico do plačevanja prispevkov. To potem tudi prispevki za samozaposlene so plačani za minimalno plačo, a ne, se obračunajo od tega, zdaj, a je res vrhunski umetnik, mislim, ne me narobe razumeti, kadarkoli, a ne, za moje pojme je minimalna plača prenizka, ampak morda vse je tudi čez neke kariero, a ne, pa bi že vsak še tako neoliberalen, konzervativni ekonomist bi lahko rekel, da se tudi tukaj morajo večati. Tako da to so neki taki, a ne, stvari, ki se dajo, zdaj, kakšne so pa finančne posledice tega, je pa treba jasno pogledati, o kom govorimo, o kakšni so ti sploh cenzusi, ali je res tako, a ne, ko želijo demonizirati, ne verjamem tega, da ne bo pomote, samo povzemam, da so ljudje, ki zaslužijo ne vem kakšne vsote in v bistvu živijo na račun države. Mislim, da ne. Ja. Veliko se je v zadnjih tednih govorilo o Poligonovi raziskavi in hkrati pa se je maja projekt oziroma so se sredstva za ta projekt iztekla. In kaj zdaj to pomeni za prihodnost? Seveda Poligon je izvajal nek monitoring stanja na terenu in zdaj tega monitoringa vsaj za neko obdobje, ne vem, kakšna je prihodnost projekta ali kakšne so možnosti za nadaljevanje, zdaj tega monitoringa ni. Kako v bistvu, pa da ne govorim samo o samozaposlenih in o nevladni sceni, kako v bistvu stališča političnega vrha dejansko imeti pregled nad sceno, kako ste si zamislili v bistvu svoj, da rečem, panoptikum na Maistrovi 10, kako v bistvu meriti temperaturo in biti na tekočem, ker to ni preprosto. Scena je zelo mnogotera, raznolika in v vseh pogledih kompleksna. Ne, absolutno to ni preprosto. Na Ministrstvu za kulturo obstaja tudi sektor za analize, v katerem je zaposlena trenutno, zaposleni so bili 2, ampak trenutno je 1 v tem sektorju in jasno je, da Ministrstvo za kulturo kot institucija ni sploh sposobno takšnih raziskav izvajati. Tako da tukaj si želimo, a ne, da bi morda nam uspelo, da bi določene stvari vseeno lahko izvajali tudi na Ministrstvu za kulturo, koliko bo to v naši moči, bomo videli v pač nadaljevanju, v nadaljnjih mesecih, ampak idealno jaz sem prepričana, da to mora izvajati tudi Ministrstvo za kulturo do neke mere. Jasno pa je, in to se je vedno počelo in tudi to ni v nasprotju s tem, mislim, da je celo dobro, da se izvajajo tudi neodvisne raziskave od zunaj, ki imajo jasno zastavljene metodologije in potem te rezultate v bistvu se koristi kot podlago za razvoj politik. Ok, eno vprašanje, ki se mogoče tiče ne samo stanja na kulturno-umetniški sceni, ampak stanja kulture nasploh v najširšem pomenu besede v našem prostoru, v naši državi. Dejstvo je, da smo pač priče
padcu, mogoče padec celo premila beseda, lahko bi rekel celo strmoglavljanju nekih standardov v javnem diskurzu. Vemo seveda, da je to nekaterim v še kako velikem interesu in da to celo sami generirajo, sami ustvarjajo, ne samo pa ustvarjajo. In kako, ne bom rekel, da ste kot ministrica za kulturo za to kakorkoli odgovorni, ampak vendarle je to tista funkcija, ki naj bi tudi glede tega, glede kulture v najširšem možnem pomenu, imela besedo, pravico in dolžnost, da se oglasi takrat, ko se je treba. Ne? Kako gledate na ta vidik našega skupnega življenja in države, no? Skupnosti pač? Ja, politična kultura in kulturni sektor sta sicer res dve ločeni stvari, ampak se strinjam, da je politični diskurs absolutno na eni izmed najnižjih ravni bil v zadnjih letih. To absolutno ne pritiče političnim funkcionarjem, da v bistvu to je to, kar sem tudi na začetku omenila, ne, da se z ljudmi krega na, ne vem, socialnih omrežjih, da se vsaka stvar čuti kot nek oseben napad, da se ne ločuje med funkcijo in osebo in tudi ta poistovetenja z oblastjo, ki smo jim bili priča, to je za moje pojme nekaj, kar pač nima prostora v neki razviti demokraciji. Treba se vendarle zavedati, da pač politične funkcije so voljene funkcije in kot te pač niso večne, a ne, in na ta način se jih tudi ne sme razumeti. Kar lahko mi kot Ministrstvo za kulturo, ampak mislim, da tukaj pa lahko vendarle si drznem morda govoriti v imenu vlade, kot se je zdaj zastavila, da absolutno na takšnem nivoju razprav se ne bo pristajalo in da jasno to je pa treba voditi z zgledom. Kadar pa govorimo o področju sovražnega govora, dobesedno tega pač zakonske kategorije, tukaj pa je treba samo ukrepati, kjer pa niso dovolj jasne definicije, pa te vzpostaviti, kar mislim pa, da je bilo tudi že v začetku rečeno in je tudi zapisano v koalicijski pogodbi. Se pravi, tudi spremembe na področju zakonodaje, ki se tičejo definicije sovražnega govora. To je, kolikor vem, v koalicijski pogodbi, ne spada pa to pod naš resor. Ja. Še eno zgodbo bi odprl, ki se ne tiče, delno seveda se tudi tiče, jasno, ministrstva, čeprav je v prvi vrsti mestna zadeva oziroma stvar mesta Ljubljana. Po drugi strani seveda v času, ko se zgodba dogaja oziroma se je dogajala, ste bili mestna svetnica, tako da zgodbo poznate iz prve roke oziroma iz bližine. Govorim o Rogu. V zadnjih dneh so se namreč pojavile pobude po bojkotu novega Roga, nastajajočega Roga, ki so seveda zelo zanimive in marsikaj povedo. Ne? Vemo, kakšna je zgodba Roga in v bistvu karkoli se bo dogajalo z novim Rogom, bo na nek način zaznamovano z madežem starega Roga, da tako rečem, oziroma tistega, kar se je s starim Rogom zgodilo. In pa mogoče bi za začetek se ustavil pri tem, kako v bistvu razmišljate o prihodnosti te inštitucije oziroma kako jo nekako mogoče tega madeža očistiti. Ja, pač tu se moje stališče absolutno ali pa stališče Levice ni spremenilo. Mislim, da nasilna izselitev uporabnikov avtonomne tovarne Rog je bila milo rečeno napaka, bilo je neprimerno, nedostojno izvedeno, nasilno dejanje, kateremu smo nasprotovali. Ves čas v prejšnjem mandatu sem kot mestna svetnica pozivala župana in mestno oblast, da naj se vzpostavi dialog z uporabniki in uporabnicami Roga, kjer je bilo jasno povedano, da ne gre se za to, za neko željo po
lastninski pravici, po tem nekem prostoru ogromnem, ki bi si ga nekdo želel prilastiti na ta način, ampak zato, da se je vzpostavila tam neka avtonomna kulturna cona, socialni dialog, potem so bile različne v bistvu marginalizirane skupine, nazadnje seveda migranti, vojni in tako naprej, ampak že predtem se v bistvu bili neki programi tam za ljudi, ki pravzaprav niso nikjer, pa ne le v mestu, ampak na splošno našli svojega prostora. Tudi mi, ko smo še bili, ne vem, v Delavsko-Pankrski univerzi ali pa potem pozneje smo z uporabniki Roga tako ali drugače pogosto sodelovali. Socialni center Rog je opravljal res pomembno vlogo tukaj, tako da to obstaja in v to sem trdno prepričana, da če bi se dialog začel in vzpostavil pravočasno, bi lahko tam zrasla res neka zanimiva ustanova, hibridna, ki bi lahko vključevala tako te stvari, ki si jih želi morda mestna oblast bolj, kot tisto, kar je bilo že tam. Tako da glede tega, kar pa bo sedaj nastalo, je pa seveda zgodba mestne občine. Tukaj seveda, kar se tiče, ne smemo biti nikakor krivični, kar se tiče nasilne izselitve uporabnikov in uporabnic Roga, zato je kriva pač mestna oblast in ne pač nihče drug, no. Ampak če vzajemo to kot neko, kaj naj rečem, lekcijo za prihodnost, ne? Rog je zanimiv primer iz večjih razlogov, ker gre pač za neko samoniklo sceno, ki se sama vzpostavi, ki seveda bazira na, oziroma deluje na skrajno etičen pogon, bazira na entuziazmu, na praviloma seveda tudi na mladosti, na neki ali pa vsaj zelo mladostni energiji. Hkrati pa seveda se giblje v tej neki sferi, da rečem pollegalnega ali pa vsaj legalno, kar se tiče zakona, nedorečenega, nejasnega, v tej neki sivi coni. Kako kot političarka v bistvu gledate na take zgodbe, kako bi lahko bila, omenili ste konkretno situacijo, ampak kako na splošno stališča politike in stališča skupnosti gledati na take zgodbe, da bi jih tudi ljudje, da bi jih tudi javnost prepoznala v njihovi pozitivni dimenziji in ne samo skozi prizmo uzurpacije privatnega prostora, ker lastnina je pa seveda tista najbolj sveta stvar. Ja, sej, jaz moram priznati, da v zadnjem mesecu nisem spremljala, kaj se dogaja tam, vedno so bili pogovori in verjamem, da tudi, koliko sem prebrala že pred meseci, kaj naj bi tam nastalo, verjamem, da ali pa je neka roka ponujena in pač to, kar bo zdaj nastalo, jasno ne more biti povezano s tem, na kak način so bili na ta način useljeni. Gre za nov javni zavod, vodstvo, ki je sedaj prišlo, pač ni imelo nič s tem, kar se je takratna mestna oblast izvolila in pač to je zdaj neka legitimna pravica, na kak način se bo ta javni zavod vzpostavil. Verjamem, da uspešno glede na ostale javne zavode v Ljubljani, ki so pač vsi zelo uspešni, ampak tako da ne vem, na kak način bi lahko tu zdaj Rog, ampak na splošno gledano, načelno, načelno je pa tako, ne, da jaz mislim, da tukaj največ, kar se lahko ponudi, spet malo pokroviteljsko rečeno, je v bistvu prostor za neke take iniciative, a ne, vsi vemo, da ni zgolj prostor tisti, ki lahko, a ne, tudi finančna sredstva so tista, ki so nujna za obstoj tovrstnih iniciativ, ampak prostor za neko misel, ki ni ukalupljena, za neko delovanje, ki ne deluje, se ne more, ne vem, rečeno, prijavljati na razpis ministrstva, na razpis MOL ali pa na kjerkoli druge občine. En tak prostor, mislim, ali pa ne govorimo o enem konkretnem, ampak prostor kot
možnost v bistvu delovanja in razmišljanja o nečem novem, neobstoječem. To se mi zdi ključno. To se vidi tudi recimo na mikroravni v nekih lokalnih skupnostih, kadar se zapre neka, ne vem, soba mala, ki je bila namenjena mladinskemu centru, dijakom, študentom ali pa komorkoli, lahko kolegom, ki so po službi ali šli kaj igrati ali pa razmišljali, delali kakršnokoli ljubiteljsko dejavnost, ima to res daljnosežne posledice na skupnost in v bistvu tudi za nek kulturni utrip nekega mikro okolja. In tukaj se mi zdi, da res prostor je tisto, kar daje neko osnovno platformo razvoju. Zdaj zadnje 2 leti smo s kolegi v bistvu zelo intenzivno raziskovali zadružne domove po Sloveniji, ki danes služijo kot večinoma kulturni centri in domovi. V bistvu bilo jih je 330, živi jih pa še skoraj 300 in kar večina od tega namenjeni kulturni dejavnosti, in to je bilo ravno v času epidemije in zelo jasno se je povedalo, ko smo gledali v določenem času že žal te izpraznjene prostore, kaj v bistvu pomeni neka pretrgana vez med skupnostnim delovanjem, kaj pomeni, kadar ni nekega recimo temu notranjega javnega prostora, katerega je lahko uporabljal vsakdo, ampak za njega seveda obstajajo določena pravila, to ne pomeni odsotnost teh pravil, ampak so ta pravila zelo jasna. In kaj to pomeni za širšo skupnost? V bistvu pravzaprav pa to govorimo o lokalnem klubu balinčkov do jazz orkestra ljubiteljskega, ki je tukaj, ki v teh prostorih ima vaje, in to v bistvu se vidi, da prostor je res tista osnovna družbena infrastruktura, ki lahko nudi nadaljnji razvoj. Seveda vse ostalo, kar se pa na to upre, jasno pa je treba plačati elektriko in tako naprej, tukaj pa je nekaj drugega. In zato mislim, da je prostor tista reč, ki tudi v prihodnosti, tudi v razvoju urbanizma, mestu, mišljenju nekega življenja v mestu, tudi ali pa v Sloveniji, ki ima to zelo razpršeno poselitev, nimamo nekih takih konkretnih urbanih središč, in misliti to v bistvu z razmislekom tudi o pomembnih spremembah, o dostopnosti, o prostorski pravičnosti, da je to ključnega pomena. Žal je seveda tako, ko rečemo, rabimo nove prostore, novo infrastrukturo, to so, seveda govorimo o hudih milijonih, ampak obstajajo pa prostori, ki se jih da, verjamem, da predvsem z lokalnimi skupnostmi uporabiti in dati v namen točno takim skupnostim. In tu mislim, da mora biti en razmislek iti v to in da je nujno delovanje na ta način, ker vse ostalo žal mislim, da ne vodi v neko bolj solidarno skupnost, ne na področju kulture, ne širše. Ampak kot nekako ste tudi v tej raziskavi ugotavljali v tem projektu, ta mreža v resnici ne samo, da obstaja, ampak je živa, ne? Se pravi, v tem smislu smo vendarle lahko optimisti. Podobno kot na primer mreža javnih knjižnic in še kaj bi se našlo. No, ampak če še vendarle pred koncem načnem, pač vržem še eno kost na mizo, ki se tiče 3 velikih projektov, ki padejo v vaš mandat, ne? Se pravi Frankfurt, Bologna in EPK. Seveda je to tema vsak izmed njih je tema za poseben pogovor, to mi je popolnoma jasno, ampak zdaj čistko, če bi ocenili projekte v trenutnem, v zatečenem stanju, koliko so na prepihu, koliko so na pravi poti, koliko zaostajajo za nekimi roki, koliko jih lovijo, skratka, bo šlo čez to? Šlo bo tako ali pa drugače, ne? Ta drugače me skrbi. Ampak ja, zdaj ravno danes sem
se sestala z direktorjem Frankfurtskega sejma, Jürgenom Bossom, in tudi z direktorjem Jaka prejšnji teden. Če se dotaknem samo prvega, vsekakor je od Frankfurtskega sejma smo oddaljeni dobro leto, tako rekoč, in tukaj bo potrebno resnično spodbuditi projekt, da bo ustrezal temu, kar si pač želimo predstavljati kot država v tujini, na področju kulture, umetnosti in pa nekega kreativnega dogajanja. Mislim, da stvari niso seveda izgubljene, daleč od tega, ampak bomo pa sedaj vzpostavili v bistvu nekako tesno sodelovanje, da bo to čim bolje, tudi pregledali, kaj je bilo do zdaj narejenega. To nam še zdaj ni uspelo, ampak to je v bistvu tudi ena izmed prioritet. Tudi na EPK smo začeli najprej seveda na ministrstvu pregledati, kje smo in kaj se je potrebno v najhitrejšem času narediti, ravno zato, da bo to neka zgodba o uspehu, ne pa neka zgodba, po kateri bi v bistvu se vsi žalostno spominjali ali postala neka slaba šala na področju kulture. Tako da, kar se tiče nas, bomo seveda aktivno delali na tem, da bi vsi ti trije, pa še kakšen drug, ki je tudi zelo pomemben v naslednjih 4 letih, mednarodni projekt v bistvu dobil neko čim boljšo infrastrukturno podporo, tista, ki pač se tiče našega dela, da bo to za nas čim bolj uspešno. Pa za konec eno, pa ne bom rekel osebno, ampak malo bolj osebno vprašanje. Prej, da ste omenili pred pogovorom, da bi morali biti to poletje en mesec v Berlinu, kakor sem razumel, delovno, raziskovalno. Ja, pa je to seveda padlo v vodo. Skratka, s tem, ko postajate oziroma ste postali ministrica, se seveda tudi marsičemu odpovedujete, svojemu poklicnemu delu, raziskovalnemu delu, kuratorstvu in tako naprej. Ja, kakšen je občutek ob tem, ko morate dati na nek način lep kos svojega življenja začasno na stran ali pa v nek oklepaj, na čakanje, on hold? Ali za stalno. Jaz tudi spadam med tiste, ki nimam pogodb za nedoločen čas, tako da jaz imam na fakultetu, me čaka zelo majhen delež zaposlitve, ker sem delala raziskovalno projektno. Tako da žal mene ne čaka potem neka polna zaposlitev nekje drugje, ampak to seveda ne sme biti in nikoli ni razmislek o to. Nikoli v življenju nisem na ta način delala, da bi kalkulirala na ta način, tako da tudi tukaj to ni bil eden izmed pomislekov, ki jih je bilo sicer veliko, ampak ta pa ni bil ključen. Ja, pač vse to bom zelo pogrešala, jasno, zlasti raziskovalno in kuratorsko delo, no, ta dva sta mi bila najbližje, ampak na srečo je tako veliko dela in tako malo časa, da nimam časa sploh razmišljati o tem. Mogoče še to pride malo pozneje. Doktorica Asta Vrečko, ministrica Republike Slovenije za kulturo. Najlepša hvala.